Poleg, tako kot je rekel Valerij, imamo precej podjetij že dogovorjenih, ki bodo sodelovala v našem projektu, ki tudi nagrade prispevajo. Eno izmed teh podjetij je pa še posebej zanimivo, in tudi sem gospoda danes povabila, da se nam pridruži, in sicer to je Živa center iz Ljubljane. Živa center je v bistvu ekološka oziroma ekotrgovina, ki že skoraj 30 let deluje v Ljubljani. Me bo pol Marjan popravil, a je to najstarejša trgovina eko v Ljubljani, ali je kdo še starejši, ampak po moje so oni kar ta prvi. In pri njih opozarjajo na problematične sestavine v hrani, kozmetiki, čistilih pa tekstilu. In mikroplastika, ta naša, o kateri v projektu govorimo, je v bistvu le ena od tistih sestavin, ki obremenjujejo okolje pa zdravje ljudi. Problematične sestavine so tudi pesticidi, pa težke kovine, umetna barvila, konzervansi, sintetične dišave, rakotvorne sestavine in podobno. Pa bi mogoče več kot to prosila kar gospoda Marjana Koreza, direktorja Živa centra, da nam pove še par besed, kar se nanašajo prav na tisto, kar smo mi tudi 2 webinarja nazaj govorili. Marjan, videla sem te prej, da si z nami, tako da izvoli, imaš besedo. Hvala, Alenka. Pozdravljeni vsi skupaj. Ja, tako kot je Alenka že povedala, se s tem ukvarjamo že 30 let z ekološkimi izdelki. In ko mi je Alenka pred časom omenila za ta vaš webinar o mikroplastiki, se mi je zdelo zelo aktualno, pohvalno. Potem pa sem vprašal za neke rešitve in sem si tudi pogledal potem vaše webinarje in sem videl, da so predlagane rešitve pač spremljanje deklaracij, seveda, kar je, bi rekel, dosti zamudno in tudi, bi rekel, da proizvajalci hrane, kozmetike, čistil si vedno znova iščejo izhode, da bi cenovno, ekonomsko bolje izpeljali izdelke, ne? Tako da dodajajo vedno nove sintetične sestavine, tako da če gledaš pod en izdelek, mogoče drugega zgrešiš. Zaradi tega smo 30-40 let nazaj začeli delati na certifikatih. Ekološki certifikati so pravzaprav namenjeni točno temu, da obstajajo v Evropi stroga certificiranja in tudi zakonske podlage za strogo certificiranje ekološke hrane, kozmetike in čistil, ki že v samim logotu certificiranja, rekel, imaš garant, da ta, recimo, hrana, kozmetika, čistila ne vsebujejo določenih okolju in pa zdravju potencialno škodljivih snovi. Za mikroplastiko to velja pri, rekel, vseh certificiranih ekoloških izdelkih, kozmetike recimo, ne, kjer je certifikat, lahko pogledate, NATRU ali pa PDIH, je nemški certifikat, nemški ekološki certifikat. Z tem logotom ima izdelek garant, da ni nobenih petrokemičnih snovi, rekel, derivatov prisotnih v ekološkem izdelku, ne. Seveda, pa so mikroplastika je jasno problematična sestavina za okolje in za zdravje tudi, ne. So pa še dosti hujše snovi. Ta trenutek se ukvarjamo v sklopu našega Živa centra je tudi ekološki frizerski salon, kjer smo eni prvih v Evropi, ki se ukvarjamo z barvanjem las z ekološkimi rastlinskimi barvami. No, v teh barvilih, klasičnih barvilih so pa, rekel, hudi, tudi dokazano rakotvorne snovi. Tako da tukaj upam, da boste nadaljevali še to zgodbo še preko mikroplastike tudi v druge škodljive sestavine in v hrani in v kozmetiki in čistilih. Tudi tekstil je zelo obremenjen, tako da to je, rekel, projekt, ki ga pozdravljamo in bomo tudi z veseljem sodelovali pri nagradah iz naše trgovine, ne.
Marjan, hvala lepa. Zanimivo je bilo tole, posebej tile ekološki certifikati. Ja, mi smo se v glavnem z mikroplastiko ukvarjali, ker je pač naš projekt tako naslovljen, ampak vse tole, kar si ti povedal, je seveda tudi zelo, zelo pomembno. Tako da hvala še za tvoj doprinos k našemu projektu. Takole,